Hello, po enem letu bi verjetno res lahko povedala, zakaj sem se preselila v Črnogoro, kaj tle dol delam in pač Q&A je bil res že čas narediti. Torej, marca 2018 sem spakirala vse kufre in se odločila, da grem živeti v Črnogoro. Spoznala sem fanta, ki je iz Črne Gore in dogovorila sva se, da nama bo veliko lažje in veliko lepše, če se jaz preselim v Črnogoro, kakor pa da se on preseli v Slovenijo. In po enem letu lahko pogledamo na celotno situacijo in ti lahko odgovorim na par stvari, ki vas je najbolj zanima. Ojla, zanima me, kako je na splošno živeti v Črni Gori, ker grem čez poletne počitnice k teti, ki tam živi. Najboljša youtuberka si. In please še kakšno glasovanje vprašanja naredi tukaj, ker nimam Instagrama, ker sem ta vprašanja naredila na YouTubeu. Življenje v Črni Gori je veliko bolj preprosto, bi jaz rekla. Cene so načeloma tako, kar se tiče živil pa teh stvari, so tam nekje 30% cenejše. Kar se tiče oblačil, čevljev, bi celo rekla, da so dražje, zaradi tega, ker ni H&M-a, ni Primarka, ni Deichmanna, ni DM-a, ni Millerja. In to so vse neke take nemške trgovine oziroma z nekim evropskim poreklom, ki imajo res ful poceni zadeve. Tako da tle najdeš zelo veliko majhnih butikcev, pač cela Podgorica je tako, kot je ena hala A v BTC-ju, a veš? Ful najdeš nekih majhnih butikcev, ful najdeš nekih manjših čevlarjev, zelo veliko imajo robe iz Italije, tudi kar se tiče čevljev in tega, tako da se, če znaš malo pobrskati, se da najdeti res dobre, kvalitetne, ne vem, usnjene sandalčke, čevlje za normalno ceno. Kar je nekaj, kar mogoče pogrešam v Sloveniji, ker so pač vse te cenejše trgovine pobrale večino kupcev. Najemnine so načeloma kar precej cenejše. Čist na primer, tale pisarna, v kateri sem jaz, ima 45 kvadratov, enosobna, nova gradnja, nov blok, dvigalo, vse, kar si želiš, 10 minut peš iz strogega centra in za njo plačujem 220 € najemnine. Nekaj tazga, o čemer bi lahko samo sanjala v Ljubljani. Tako, povprečna neto plača tukaj je 500 €. In če primerjaš to slovensko povprečno neto plačo, ki je trenutno pri 1100 €, pa lahko vidiš, da se razlika ful pozna. Je pa res, da v primerjavi z ostalimi državami Balkana, ki so tukaj okoli, ne vem, ta del Hrvaške, potem imaš Albanijo, Srbijo in tako naprej, je Črna Gora definitivno najbolj razvita izmed njih. Jaz živim v Podgorici, ki je glavno mesto Črne Gore in Podgorica ima približno 200 000 prebivalcev, kar je tako ena taka majhna Ljubljana in občutek je tako kot Ljubljana pred parimi leti. Potem imaš Obalo, Budva, Tivat, Kotor, ki so zelo hitro razvijajoča se mesta, predvsem zaradi turizma in zaradi investicij iz drugih držav. Pa gremo naprej v vprašanja. Kako si se počutila tu, a si se že navadila? Po enem letu moram reči, da sem se res meni je res cool tle. Mene folk sprašuje, a pa tako, a kje pogrešaš Ljubljano, čist nič. Meni je res fajn. Vroče zna biti ful polet, čeprav moram reči, da to poletje je tako kar znosno in dejansko ful fajn. Ful mi je všeč, ker je tist občutek, da lahko nekaj spremeniš. Vse je toliko majhen, vse je toliko, ne bi rekla v povojih, ampak v taki začetni fazi, da če se nekdo nekaj odloči, nekaj spremeniti, lahko hitro nabere ekipo ljudi zraven in če uspe prepričati to ekipo ljudi, da se skupaj nečesa lotijo, lahko zelo hitro pride do sprememb. In lahko zelo hitro premakneš stvari in narediš nekaj novega, dodaš neki družbi. In to je meni najbolj všeč, ta v bistvu tak subtilni optimizem. Ampak to po moje sam jaz vidim, zato ker pač ljudje tle so tako dosti pesimistični, pa tako nič se ne more spremeniti, vse je odvisno od vlade, zato ker pač imamo malo težave z vlado in vladajočo stranko, se nič ne bo nikoli spremenil. Ampak meni je pa tako, ljudje, pač ta vaš community, toliko malo, ki vas je trenutno tukaj na tem prostoru, Črna Gora ima 700 000 prebivalcev. Vsi se poznate med sabo.
Mislim, take stvari, to je res en tak super način, da community lahko skupaj povežeš in začneš zelo hitro premikati stvari. Facebook oglasi so nenormalno poceni. Za 20 € ti komot pokriješ Črno Goro 3-krat čez. A veš? In take stvari mi dajo ful upanja in ful optimizma. Veliko me sprašujete, če si želim kdaj vrniti v Slovenijo. V bistvu je situacija taka, da jaz se vračam v Slovenijo, na začetku sem se vračala vsak mesec in potem sem ugotovila, da to ful ne bo vzdržno, če bom jaz v celem mesecu en teden v Sloveniji, a ne? In tako da sem pol počasi začela vedno krajšati te moje tripe do Slovenije in raztegovati jih na 2 meseca, na 3 mesece, pač da so majčkeno bolj sporadično razporejeni, da niso vsi na kupu. In se mi zdi to res ena taka super oblika. Karta med Črno Goro in Slovenijo letalska je 100 € povratna. Traja 1 uro. Dejansko pridem do Ljubljane, prej kot do Maribora, če se odločim, a ne? Tako da iz tega vidika mi je ful dobro, ker imam občutek, da živim na nekem Baliju, če bi bilo še morje blizu, še toliko boljš, pač res sanjsko življenje, temperatura the best, vreme the best, cene super, govorijo zelo podoben jezik, kultura je podobna, čeprav ima svoje specifike, po drugi strani sem pa 1 uro stran od svojih domačih. A veš, če bi se karkoli zgodil, mislim, iz kakršnega koli razloga, jaz se vedno lahko usedem na avion in sem za en dan pri njih doma. Tako da to mi je res, to mi je ful fajn glede pozicije Črne Gore. Kar se tiče jezika, jaz, ko sem se preselila v Črno Goro, jaz nisem znala srbsko. Jaz bom rekla srbsko, ampak uradno je črnogorsko. Zaradi raznoraznih političnih, kako bi temu rekli, nesoglasij, ko so se države Jugoslavije razpadle, je v bistvu vsaka država začela forsirati, da njihov jezik pa ni več srbo-hrvaščina, ampak da so hrvaščina, bosanščina, srbščina, črnogorščina, da so to posebej jeziki. Zdaj, jaz bi rekla, če mene vprašaš, aj črnogorščina pa srbščina posebej jezik, mislim, če prekmurščina slovenščina, pol je tudi slovenščina srbščina, če tako pogledaš, a ne? Od te debate se ne bom spuščala. V glavnem, jaz sem, preden sem se sem preselila, vzela 3-mesečni tečaj srbščine preko šova študentske organizacije Univerze v Ljubljani in brez tistega tečaja bi jaz danes tenko piskala. Tako pa tekoče govorim. Tako da ta tečaj mi je res ful pomagal. Imeli smo super učiteljico. Res mi je dala dobre osnove, kako se postavlja vprašalnice, stavčne strukture, ful smo se zabavali. Dala mi je tiste prve osnove, s katerimi sem jaz pol začela graditi moj jezik. Črnogorci govorijo ful hiter in zelo požirajo besede, tako kot ljubljanščina. Tako da sem zelo hitro tudi ponotranila ta rahlo črnogorski naglas. Čeprav še zmer pač, ko me folk posluša, je tako, ne vemo točno, kam bi te dali. Tam nekam med Hrvaško, Makedonijo, Podgorico, pa včasih ti ful slovenščina ven seka, a ne? Tako da pač ljudje me vedno vprašajo, od kje sem se vzela. Potem prve pol leta mi je bilo ful težko govoriti, ful težko mi je bilo komunicirati, naprimer sploh z Miloševimi starši. Čeprav oni so tako dosti, če sem jaz po slovensko povedala, so me oni kar razumeli. Ko včasih si misliš, a se folk debila dela ali kaj, ampak stvar sam drugače naglasiš, pa so oni tako, kva? Zanč, naprimer, pridem v trgovino in vprašam, če imajo durmitorski čaj. Iz durmitorja, a veš, to je njihovo največje gorovje, doznan čaj, mislim, neka mešanica čajev je ponavadi, a ne? In jaz se vprašam, če imajo durmitorski čaj. Ona me gleda, šta je to durmitorski čaj, koji čaj je to? Nič ni bilo jasen. In jaz si pač govorim, ne kao, a veš, iz gorovja in to, in ženska meni na koncu, durmitorski čaj, a to, ja. In jaz sem bila tako, a me ti zabavaš? Tako sam drugače smo naglasili, okej? Tako da ja, take situacije so mi zelo bizarne. Potem pa, ko sem začela
komunicirati, mislim, ker si ti vsak dan v okolici jezika, ker sem najprej sem začela komunicirati z prijatelji preko Messengerja, pa sem se vsakič malo potrudila, da sem nekaj tako malo prek Messengerja napisala, ali pa neke fraze sem si prvo zapomnila, pa sem tiste fraze začela prvo uporabljati, pa z Google Translatorjem sem si ful pomagala, še danes si ful pomagam. In tako v bistvu, ker sem začela z pisanjem, pa ker sem pisala jezik, mi je ratal ful lažji in sem pol vedno hitreje začela napredovati, ker sem jaz tudi aktivno vežbala, ker sem jaz tudi aktivno trenirala jezik. In potem, ker sem pa začela pisati, ne vem, poslovne maile, še danes, kakršenkoli poslovni mail napišem, ga vedno dam v preverbo nekomu, ki je native speaker, da je ja vse v redu, da je ja vse pošlihtan, tako kot mora biti. Ampak drugače, mi je pa pol vedno hitreje šlo in pač v nekem trenutku sem enostavno najprej nehala govoriti in tako 2 tedna nisem spregovorila niti besede. Nisem mogla, tako nekaj me je tle zataknilo, nisem mogla govoriti po srbsko / črnogorsko, ni šlo pa, če me ubiješ, samo angleško sem komunicirala. A ja, z Milošem sva se na začetku angleško pogovarjala, ja. V glavnem, ja, nisem mogla govoriti, pa kada meni odsekal, kada se mi je nekaj odprl, in sem lahko tekoče govorila vse. Tako da, zdaj sem res ponosna, ker grem tudi lahko z neznanimi ljudmi na sestanek in se normalno vse zmenimo in po večini me tako šele, ko začnejo z mano govoriti, me šele vprašajo, ti pa nisi od tukaj, a ne? Tako da, to mi je kar success, da sem začela tekoče komunicirati, ker mi je bila to največja prepreka, ker sem videla, da kljub temu, da po večini mladi ljudje zelo dobro govorijo angleško, tisti, ki niso vsakodnevno v kontaktu z angleščino, vidiš, da jim je težko. Vidiš, da jim je da jih je sram, da nimajo čiste povezave, da bi jim bila pač angleščina pa materni jezik eno in isto. Mislim, se verjamem, da to rabiš kar leta in leta aktivnega govora, da prideš do te situacije. Ampak ja, zdaj jaz trenutno lahko razmišljam ali govorim v bistvu slovensko, srbsko, angleško istočasno in jih sam prestavljam. Najtežje mi je, ker pridem zjutraj, ful mi je zabavno to. Pridem zjutraj v pisarno, ponavadi v pisarni tle z mano moja asistentka, ki je Črnogorka, pozdrava se v črnogorščini, govoriva po črnogorsk, cel dan se v bistvu pogovarjava po črnogorsk, delava plane v črnogorščini, vse, ves tekst poteka v črnogorščini, potem imam nek Skype klic s Slovenijo in se pogovarjamo po slovensk, potem popoldne pišem scenarije v angleščini in pač enostavno sam preklapljam možgane iz enega jezika v drugega. In se mi zdi kar dober trening za možganske celice to. Kakšni so tam ljudje? Ljudje so ful prijetni in ful topli. Tisto balkansko srce, veš, balkanska toplina. Res, vsi so me ful lepo sprejeli. In Miloševi prijatelji, pač po moje, Miloš ima tako ful prijateljev in takih ful v redu prijateljev. In po moje, če ne bi imel Miloš toliko poznanstev, pa tako skupino ljudi okoli sebe, bi bilo tudi meni veliko težje. Ampak tle so me pa dejansko, vsi so me sprejeli, takoj, kada sem njihova. Sploh na začetku, ful so se trudili, da bi bila čim bolj vključena, da so z mano po angleško govorili, da se nisem počutila odrinjeno od njih stran. Pač res ful so se vsi potrudili za to, da sem bila vključena noter, tudi z Miloševi starši se ful dobro razumem, sploh zdaj, ko se lahko vse zmenimo, pa vse pogovorimo, a ne. Tako da je res ful interesantno. Jaz imam same najboljše izkušnje z ljudmi tukaj. Kako si domačim povedala, da greš drugam živeti? Tako, itak so vedeli, da se tukaj nekaj bo zgodilo. Pač ali se bom preselil sem, ali se bom pa jaz preselila v Črnogoro. Midva sva se takrat praktično vsak mesec, ali sem jaz letela v Črnogoro, ali je on preletel k meni v Ljubljano. Tako da tle je bilo samo vprašanje časa, kaj se bo zgodilo. Jaz sem vedno tako, če nekaj čutim, da je to prav narediti, če nekaj čutim, da jaz moram iti v tisto smer, jaz pač grem. Jaz ne gledam okoli, jaz se ne obremenjujem s tem, kaj bojo drugi rekli. Pogledam, da z svojimi dejanji ne da ne prizadanem koga drugega, ampak da zaradi tega kdo drug ni na slabšem zaradi tega,
A ne, naprimer, takrat sva z mojim bratom istočasno živela v stanovanju in pač poskrbela sem, da on ne bo ostal brez najemnine in tako, da pač bom imel še zmeraj stanovanje, da bo lahko normalno živel tam naprej, normalno študiral in da to za njega ne bo predstavljalo nobene spremembe, ampak jaz sem pa rekla, grem, to je to, imate avion, 1 ura, pa ste dol do mene, ne rabite jokcat, ne grem toliko daleč stran, a ne, še zmeraj je ista kultura, isto vse, tako da lepo prosim, dobrodošli, da me pridete obiskat, a ne, ampak jaz pa grem dol, zato ker pač tako čutim, da rabim to narediti in to je to. In moj oče se še zmeraj ni čist sprijaznil s tem in čisto vsakeč, ko pridem nazaj v Ljubljano, me vpraša, in kdaj se zdaj nazaj seliš? In jaz sem tako, še zmeraj nikoli. Tako da, mislim tako, rečejo nikoli, ne reče nikoli, ampak trenutno v planu nima selitve v Slovenijo in trenutno si gradiva življenje tukaj. In jaz ne vidim nikakršnega problema, da si ne bi mogla zgraditi življenje tukaj, s tem, da ohranjam vezi v Sloveniji in da ohranjam prijateljstva, ki jih imam po Evropi, ker zdaj se je pa že toliko mojih prijateljev tudi razselili po celi Evropi, da zdaj že ne moreš reči, a veš, da ti je družba samo v Sloveniji, ampak eni so v Amsterdamu, eni so na Baliju, eni so vse povsod okoli in tako da smo ustvarjali v bistvu en tak, moji ljudje so povsod, ne? Se pa tvoje življenje v tvojem kraju zelo razlikuje od življenja v Ljubljani. Definitivno zapravim veliko manj časa na cesti, nimam avtomobila, tako da je to en ogromen strošek manj, ker ga v bistvu ne rabim, imam električni skiro, ki zadovoljuje vse moje potrebe premikanja po Podgorici, če dežuje ali pa je ful prevelika vročina, kar je letos ni bilo, pol uporabim taksi, zato ker taksi so tle ful pocen. Folk tle taksi uporablja namesto javnega prevoza in ker rečem ful pocen, kamorkoli v Podgorici prideš za do 2 evra. Ne 2 evra, ne 6 evrov, kakor je pri nas v Ljubljani, ki se usedeš v taksi, a ne? 2 evra kamorkoli taksi v Podgorici. Če je ful gužva, boš plačal 3, ampak drugače pa to. Druga stvar je, ful več hodimo ven na kave. Tako se je tudi v Ljubljani, nisem lih redko hodila, ampak veš, če sem živela v Vodicah ali pa že, ko sem živela na Bratoševi ploščadi, se moraš zmeniti, da greš v center na kavo, pa moraš malo s drugim uskladiti plane, pa tako, a ne. Tle so ljudje veliko manj busy, razen tistih par izjem, ker se lih vedno najdemo taki skup, a ne. Ampak veliko lažje je, da enostavno pokličeš človeka pa rečeš, danes večer, a gremo na kavo, pač to je nekaj tako najbolj normalnega, da ti folk upade, da je folk vzuni, da se folk zmeni za kavo ob 9 zvečer, to je čisto normalno. Tako otroci se igrajo vzuni na igrišču ali pa pod blokom do 10, 11, polnoči zvečer, kar ima tudi malo kulturno pa podnebno ozadje, zaradi tega, ker pritisne ta huda peklenska vročina polet, ne moreš ven do 7 zvečer ali pa 8 zvečer. In pol otroka spustiš ven ob 8 zvečer in je zunaj 3-4 ure in pol gre spat. A veš, in pol čez dan spi. Tako da je vse skupaj malo obrnen. Kaj zdaj delaš oziroma kaj je tvoja služba? Delam še zmeraj isto kot prej, influencem. Ne, še zmeraj imam moja 2 YouTube kanala, Tjaša Del, takega gledaš zdaj, pa Cat for Case za tehniko. Še zmeraj delam zelo veliko same videoprodukcije, fotografije, delam tudi YouTube consultinge in pa pač firma rabi strategijo glede videomarketinga, pa jim to naredim, tako da takih stvari, zelo veliko, ful fajn. Delam tudi zelo veliko delavnic, sploh tle lokalno, sem začela delati delavnice videomontaže, fotografijo imam v planu, same take stvari. V bistvu vse, kar znam, vse to znanje bi rada delila naprej. Koliko časa se voziš od Črne Gore do Ljubljane ali drugih velikih mest? Iz Podgorice do Črne Gore je 770 kilometrov in to prevoziš po hrvaški avtocesti v 10 urah, če greš pa po hrvaški regionalni cesti, ki je lih tako ful bolj lepa za pogledati, pa ne plačaš pregrešno dragih hrvaških cestnin, rabiš pa tam nekje 12 do 13 ur, če greš z avtom. Kar je kar precejšen zalogaj, da se to narediti v enem dnevu, če si izkušen voznik,
Bi pa bolj priporočala, da se ustaviš nekje na polovici, pa si pogledaš še kakšno mesto vmes. Naprimer, ne vem, Plitvička jezera so vmes, Split je vmes, Dubrovnik je vmes, vse take lušni punkti, da se ustaviš, pa si še kaj pogledaš. Ta ruta dol do Črne gore je res ful lepa. Tako da jaz sem jo do zdaj 2-krat naredila z avtom, drugače grem pa vedno z avionom. In vsakič, ko sem šla z avtom, je bilo tudi prelepo. Se ti zdi življenje bolje kot v Sloveniji? Ne, absolutno ne. Slovenija je absolutni promised land. In ko bi vi vedeli, s kakšnimi očmi cel Balkan gleda Slovenijo, bi bili po moje, jaz sem postala ful bolj hvaležna za okolje, v katerem sem odraščala. 99. leta je bila Podgorica bombardirana strani NATO. To pomeni, naša generacija, naprimer jaz sem 92-letnik, to se spomne bombardiranja. Pa v tem delu Balkana še ni bilo najhujših stvari. Kaj vse se je dogajalo po Bosni, po Hrvaški. To so ljudje, ki se spomnejo vojne. Mi v življenju vojne videli nismo. Ne, da je videli nismo, niti občutali nismo, niti nimamo niti približne izkušnje, kako to zgleda, ker se ti vse, kar ti percipiraš kot dom, začne rušiti pred tabo. In to so take res globoke brazde, ki pustijo vtis na družbi in na dojemanju vsega. Tako da je pač res Slovenija je Švica, a ne? Tako da, in kar se tiče zdravstva, in kar se tiče politične situacije, in kar se tiče mentalitete ljudi in plač, mi imamo daleč najvišje plače na Balkanu. Tako res daleč najvišje plače. A ne? In zaradi takih stvari si pol kar malo bolj tako, malo rajš imaš to našo Slovenijo. A veš, ne preklinjaš še skozi, ne? Vsi tisti, ki zdaj živite, jaz ne živim več, ampak še zmeraj koristim slovenske usluge zdravstva, socialnega zavarovanja in tako naprej, ker imam firmo še zmeraj v Sloveniji in delam prek slovenskega SP-ja. Lahko smo srečni in ponosni, da pač sistem deluje tako dobro, kot deluje. Koliko stvari nam obvezno zdravstveno zavarovanje krije, ki si tukaj tudi misliti ne bi mogli, da krije. Naprimer, ženska kontracepcija. V Sloveniji nam kakršnekoli oblike ženske kontracepcije si ti spomniš od, ne vem, tabletk do raznih obročkov, vsadkov, bližov, you name it, we've got it all. To ti vse krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Tukaj v Črni gori ti to nič ne krije. So to vse samoplačniške stvari. Vse ful zdravstva je samoplačniškega. Malo šiti situacija. Maja sprašuje, a si že top 10 celeb s tem? Mislim, da ne. In tudi mislim, da nimam namena biti celebrity tukaj, zaradi tega, ker pač zvezde granda ali pa reality šovi, a ne? In pač to ni moj način in se tudi ne trudim kamorkoli uriniti med zvezde, a ne? Je pa res, da me dosti ljudi pozna, ampak predvsem zaradi tega, ker sem glasna in zato, ker ful ljudi pozna Miloša. In pol tako, če nič drugega, greš na telekomunikacijskemu providerju, da narediš telefon, pa gleda on tvoje osebno, pa gleda tebe, pa prav, ti si pa Miloševa punca, a ne? In jaz tako, od kje model, od kje, kako, a ne? Ja, midva sva skup šah igrala, pa ga imam še zmer na Facebooku, pa sem videl slike vsake toliko cajta. A veš, take random slučaji, a ne? Tako da ja, nisem celebrity, ne ciljam na to. Poznamo pa veliko ljudi. Tvoja mačka se je preselila poleg tebe? Ja, tudi mačko smo zapakirali na avion in je z mano v torbi prišla do tlele. Saj bi vam je pokazala, ampak trenutno na balkonu se dere na ptiče, tako da mečkam kasneje pride Miša okoli. A boš posnela kakšen room tour? Kako izgleda ta pisarna? Si lahko pogledaš na Cat4K kanalu, ti bom tle naredila link, ki sem enkrat naredila cel pregled te pisarne še dosti na začetku, ki je imela ful manj rož. Tako da po vsej verjetnosti lahko bi naredila en room tour te pisarne. Ja. Room tour stanovanja, v katerem živiva, ti trenutno ne bom kazala, zaradi tega, ker je dosti vse v razsulu, ker samo
To stanovanje je praktično začasno, kjer živimo skupaj z Miloševo sestro, tako da imamo v planu večje načrte in ko bo do tega prišlo, bom tudi vse to pokazala. Tako da ja, za ta pisarnico si lahko pogledate tle gor. Koliko stvari se je spremenilo, kako se pogovarjaš z drugimi? Zdaj se pogovarjam z drugimi v črnogorščini. Spremenilo se je ogromno stvari. In ne vem, jaz se načeloma tako dost lahko prilagajam. Če imam tistih nekih par svojih komfortov, pa če imam par stvari, ki se ne spreminjajo, potem jaz lahko na ostale spremembe se ful dobro prilagodim. Naprimer, ena stvar, ki mi je bilo ful pomembno, je, da se pač z Milošem ful dobro razumeva. Če se midva ne bi ful dobro razumela, jaz ne bi ostala tle 1 leto, ampak bi spakirala pa šla zelo hitro nazaj, a ne? Tako da to mi je bilo res ful pomembno, da imam stabilno zvezo, da je to tista stabilna stvar v mojem življenju, pa vse ostalo okoli se lahko spremeni zaradi mene, a ne? Ena stabilna stvar mi je bila tudi ta pisarna, da imam jaz lahko prostor, kamor se lahko umaknem, kjer lahko individualno delam, kjer lahko jaz delam tako, kot meni paše. Če mi paše pol dneva preležati na tej sedežni, zato ker me pač, ne vem, trebuh boli od menstre, da lahko to naredim. Da če meni paše, da imam poln rož vse povsod, a ne, da lahko to naredim. Če mi paše, da imam mačko pa ribe v pisarni, zakva pa ne. A veš, take stvari, da imam lahko en del življenjskega prostora, ki sem si ga uredila čist po svoje. Kako Črnogorci sprejemajo tujce? Zelo dobro vprašanje. Jaz sem bila zelo dobro sprejeta. Nasplošno tudi ljudje, ki me ne poznajo prek Miloša, so me zelo dobro sprejeli. In jaz mislim, da je to zelo odvisno od nacionalnosti, od kje prihajaš. Naprimer, Slovence obožujejo. Kakor sem že rekla, Slovenija je meka za njih in tudi ogromno Črnogorcev študira v Mariboru pa v Ljubljani, še posebej v Mariboru, zato ker so nižje cene najemnin, pa vse skupaj in pa imajo ful izmenjav v Maribor. Tako da zelo veliko Črnogorcev študira v Mariboru. Potem, naprimer, kar se tiče tako ostalih tujcev, zelo veliko se sem preseljuje Rusov pa Turkov in načeloma tako. Načeloma jih dost okej sprejemajo, sploh Ruse. Z Rusi so ful prijatelji, Ruse imajo ful radi, tako, ko slišijo Rusa, so tako ting, 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 denar. Ne ful prevečno, ampak tako, pač malo je tak občutek. Tle je bila že neka zelo zgodovinska povezava med Rusijo pa Srbijo pa Črnogoro in to, in tako da se zelo veliko Rusov sem priseljuje. Potem Turki se zelo sem priseljujejo, zato ker jim je to kot nek način, da bodo kmalu vstopili v Evropsko unijo, naprimer. Črna Gora je na listi za vstop v Evropsko unijo 2021-2025, nekaj takega. In je dosti preprosto dobiti papirje za živeti tukaj, čeprav so uvedli neke kvote za Turke. In zaradi politične situacije v Turčiji se pol zelo veliko ljudi odloči preseliti sem in živeti tukaj. Podnebje je podobno, še zmeraj je Turčija dosti blizu, dobre povezave so z letali, veliko Turkov že tukaj živi in potem je to en tak proces, ki se zelo nadaljuje. Tako da obala je polna Turkov in Rusov. Po drugi strani so oni ful ponosni na to, kako so oni obranili Črno Goro pred Turki in turškim cesarstvom toliko in toliko let nazaj. Če greš gledati stare mape, boš dejansko videl pač ta Črna Gora je tako ostala tam sama, medtem ko so se vsi ostali spreminjali po celem tem področju. In iz tega zgodovinskega razloga jih tako malo postran gledajo in pač velikokrat se tako sliši, pač ja, ne vem, 300 let nazaj smo se borili od Turkov, danes jim pa prostovoljno prodamo zemljo. Pa tako. Tako da to je to, kar se tiče teh nacionalnosti. Drugače z drugimi nacionalnosti načeloma nimajo nobenih problemov. Tako pač, da bi človek rekel, da je tako kaj zelo specifičnega. Načeloma so zelo dobrodošli do tujcev, zelo welcoming, mogoče ne znajo čisto dobro vedno angleško, tako da se tam malo zatakne včasih. Ampak tako, bojo se potrudili, bojo poštudirali. A veš, tako, če prejš v trgovino pa vprašaš za nekaj, po vsej verjetnosti ti bojo znali pokazati, kje je
je, ne bo pa s tabo nobenega konverzacije začel ali pa pač ne bojo se pogovarjali s tabo. Tako da iz tega razloga so tako zelo welcoming do tujcev in pač tudi ljudje, ki pridejo sem na dopust in tudi mi, kar smo bila na dopustu, ali pa jaz, na primer, ki sem bila s svojo familijo na črnogorski obali na dopustu, to je čist nekaj drugega, kakor občasna neprijaznost Hrvatov. Tako da, kar se tega tiče, če razmišljate o lokaciji, kam iti na morje, preskoč Hrvaško, pa pridi do Črne Gore. Lucnej, pa boljš, pa ful bolj prijazen folk. Kakšen je bil kulturni šok, če je bil? Jaz mislim, da je bil največji kulturni šok v tem, koliko sira pa mesa ti ljudje pojejo. Tako, ko odprem hladilnik, pa sem bila, ti Miloš, zakaj imamo mi skozi 1 kilo sira v hladilniku? Pač, ne vem, mi smo kupili, sir se kupuje po 100 gramov, pa kupiš 10 dek, 20 dek sira, pa je to, ne pa kilo pa pol sira, da imaš skozi v hladilniku. Ampak ja, ljudje jejo sir pa meso za zajtrk, kosilo in večerjo skozi, absolutno skozi. In jaz sem bila na začetku tako, ker moje telo je bilo šokirano od količine mesa, ki sem ga pojedla. Pa ker sem začela jaz sama kuhati, pa ker sem imela malo več vpliva na to, kaj jemo, pa tako, pa sem začela več sadja, pa zelenjave. Mislim, raste jim najboljša zelenjava, paradajz ima okus po paradajzu, kumare imajo okus po kumarah, pač res kvalitetna, okusna zelenjava, nič hidroponičnega, ne. Ko sem začela jaz to nazaj uvajati, pol mi je bilo malo lažje. Na kavo se gre ob 9 zvečer, to sem že povedala. To ni nič nenavadnega, da te kdo povabi k sebi domov ob 10 zvečer. Čist nekaj normalnega, meni je tako, grem lahko spat. Ljudje so ful družabni, ljudje se ful družijo, kar je meni včasih tako malo preveč čez glavo, ampak sem uspela to zbalansirati, pa tudi pač, ko sem enkrat se z Milošem zmenila, lej, model, ne ti meni, čez 1 uro gremo nekam, povej ti meni, planiral sem, da bi šli mogoče hunim kolegom za vikend. To bi bilo čisto cool, Tako da, ko smo pač malo to se dogovorili, da je treba majčkeno vnaprej si sporočati, kam gremo, pa kako gremo, pol je ratalo vse ful lažje. Zelo me veseli vsi tisti, ki ste pogledali do konca. Če imate še kakšno vprašanje, ki jih nisem odgovorila, komentarji so vedno na voljo za to. Se vidimo kmalu, pa lepo se imejte. Čau! Recite Živjo, glejte mene, ko mi je fajn tukaj. Preganjam ptiče, pa na vročini sem. In čist mi je fino. Edino, kar mi ni fino, da moram redno na cepljenja hoditi, zato da moj evropski pas še velja. A ne? Ja, moj mačorovi.